Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Šolsko leto se počasi izteka, brez ukrepov, ki so na tak ali drugačen način hromili običajno delovanje šolskega sistema. Upanje, da nam jesen ne prinese novih omejitev in težav, pa z mano zagotovo deli naša današnja gostja, ki delovanje osnovnega šolskega sistema v naši državi zelo dobro pozna. Karmen Simonič Mervice, ravnateljica Osnovne šole Črni Vrh, lepo pozdravljeni v našem studiu. Dober dan. Povejte nam, o čem razmišljate šolniki v tem mesecu, še dober mesec je do konca šolskega leta. Če povem po pravici, razmišljamo, kako bomo postavili novo šolsko leto, kljub temu, da je do konca šolskega leta še dober mesec dni. Kako ste preživeli to koronsko leto? To je bilo prvo leto, ko ste bili tudi ravnateljica. Zelo dobro. Uspeli smo prebroditi vse čeri, ki so se postavile. Predvsem so bile največje težave takrat, ko so začeli zbolevati pedagoški delavci. In je bilo težko vzpostavljati normalen delovni proces. Na šoli imate 154 otrok, od tega so vsi pravzaprav domačini, 2 sta tudi iz tujine, iz Ukrajine. Kako sta se ujela v vaš delovni ritem? Ocenjujemo, da zelo dobro. Zdaj, njuna sreča je to, da sta mlajša in mlajši otroci se zelo hitro vključijo. Seveda sta pa sabo prinesla vsak svojo precej žalostno zgodbo. Takoj smo se povezali z ministrstvom, ki nam je dalo na voljo določene ure učenja slovenščine, tako da poleg tega, da obiskujete pouk, imata vsak dan še 1 uro učenja slovenščine. Na to okoliščino se navezuje tudi projekt Golobi miru, s katerim ste opozorili širšo, pa tudi lokalno javnost na potrebo po državljanski vzgoji za mir, ne? Ja. V resnici je prišla ideja, ki je pravzaprav zaobjela vse tisto, kar smo v tistih konec februarja in začetku marca doživljali ob začetku vojne v Ukrajini. Torej moja kolegica, gospa Vončina in še gospa Petkovšek sta prišli z idejo, da na nek način pokažemo z neko gesto, da se zavedamo, da je samo mir tisti, ki nam bo omogočil nek razvoj. In stekla je akcija, vsak učenec je izdelal svojega goloba, nekateri golobi imajo svoja krila v barvah ukrajinske zastave. In v naši šolski avli smo izdelali potem eno tako inštalacijo, še vedno stoji in nas pravzaprav vsak dan spominja na to, da vojna ni način, kako reševati spore, ne med dvema, kaj pa šele med državami. Zelo zanimivo je to, da je projekt pravzaprav povezal celo šolo. To je pravzaprav tudi značilnost naše šole. Skušamo vse dejavnosti, ki jih imamo, vanj povezati čim več otrok. Sama menim, da je šola prostor, kjer vsak, torej zaposleni in učenec in vsi ostali delavci ustvarjajo prostor za priložnosti. In iz teh priložnosti se lahko učiš, dobivaš nova znanja. Tako da tudi v tem primeru, ko gre v resnici za neko tako državljansko gesto, je potrebno povezati vse. Osnovna šola Črni Vrh je popolna, 9-letka. Imate kaj težav s pridobivanjem učiteljskega kadra? Kot vemo, povsod primanjkuje teh profilov. To bo postala vedno večja težava slovenskega šolstva. V naslednjih 5 letih se bo upokojilo precej učiteljev,
tistih, ki so končali pedagoško akademijo in tistih, ki so takrat končali univerzitetni študij. Pomanjkanje kadra se kaže že danes, vendar na šoli tega nimamo. Imamo trenutno pokreto vsa predmetna področja dokaj dobro, in kar je mogoče tudi za naprej, povabiš oziroma iščeš informacije, kateri ljudje so tisti, ki študirajo določeno smer in bi jih lahko v bodoče povabil v izobraževalni proces. V zbornici pa imate tudi kar nekaj učiteljev, učiteljic z nekimi dodatnimi znanji. Nam lahko razložite, kaj pomeni podatek, da imate 3 učiteljice razrednega pouka z modulom angleščine? Ja, razredne profesorice imajo možnost v času študija opraviti tudi izobraževanje na področju angleščine in pridobijo potem to dodatno strokovno znanje. Iz stališča organizacije pouka in pa kvalitete pouka je to zelo dobrodošlo. Namreč razredna profesorica z modulom angleščine lahko potem angleščino uporablja v celotnem svojem pedagoškem procesu, ne samo pri uri angleščine, kjer se izvaja pouk angleščine. To je tudi naše vodilo, da bi to jezikovno kopel, kot se temu reče, da ima otrok stalno priložnost se v jeziku kopati. Torej, to jezikovno kopel v resnici intenzivneje vpeljali v pedagoški proces. Torej, ko se učiš odštevati in seštevati, ni nič narobe, če zraven tudi pri slovenski matematiki uporabljaš angleške besede in morda dodaš še kakšno novo. So pa otroci v prvi triadi najbolj dojemljivi za učenje jezika, tako sproti. Sami vemo iz razvojne psihologije, da največji razvoj naredi otrok že v predšolski dobi. Prva triada je pravzaprav samo nadgradnja tega predšolskega obdobja. Na šoli ste dobili tudi donacijo, Lego donacijo. Zakaj pravzaprav gre? Ja, gre za veliko donacijo. Torej, dobili smo 5 kompletov Lego robotik kock. To bo naša osnova, na kateri bomo v naslednjem šolskem letu začeli z delom v tako imenovani Lego delavnici, ki bo odprta tudi v popoldanskem času. Trenutno se dogovarjamo z ljudmi, ki bi bili pripravljeni biti mentori, in pa ljudmi, ki bi bili pripravljeni dežurati v času dela te delavnice. Sem se že pogovarjala in tudi določeni starši so pripravljeni 2 uri na teden, enkrat na mesec, nekajkrat v letu nameniti temu, da bi bil prostor odprt. Je pa nujno potrebno imeti neko strokovno moč, ker gre za določeno znanje programiranja, uporabe računalnika in izdelave potem določenih modelov. In pa enkrat je želja, da kdo od naših učencev tudi nastopi na kakšnem tekmovanju v izdelavi nekega robota. Pospešeno odpirate vrata, torej informatiki, robotiki. Je to pomembno, ne? Ja, seveda. To je budućnost. Budućnost sta področji, ki ste jih omenili, plus jezik, o katerem smo govorila že prej. Jezik je pravzaprav že trenutna nuja. Hkrati pa želimo seveda ohranjati tudi vsa tista tradicionalna znanja, ki so pravzaprav plod enega celotnega razvoja človeštva in tistemu, čemur rečemo ročno delo. Namreč povezava med očmi, možgani in rokami, to smo mi ljudje. Veliko projektov poznamo iz preteklih let, ki ste jih tudi sami nekaj vodili na vaši šoli, kjer ste poudarili prav to dediščino. Brez dediščine ni prihodnosti, ne? Drži. Zdaj iz preteklosti
sem sama kot mentorica raziskovalnih nalog na področju zgodovine zbirala različne podatke in je nastalo več kot 35 raziskovalnih nalog. Enako imamo na področju naravoslovja, kjer je mentorsko delo opravljala gospa Homovec, več kot 20 raziskovalnih nalog vezanih na samo črnovrško področje. Potem bi pa tu izpostavila še take odmevne projekte, ki so potekali v povezavi tudi s Čipkarsko šolo Idrija oziroma z oddelkom Črni vrh, kjer uči gospa Jamšek, kjer pa se je čipka in znanje klekljanja tudi zelo povezalo v tistem zelo odmevnem projektu čipka v naravnih materialih. Prav to prepletanje raznih tematik in strokovnosti v tem projektu je bilo zelo odmevno, ne? Nekaj redkega. Ja, takrat je bil to tudi projekt, ki je bil povezan tudi z Zavodom za šolstvo. Odmeven je bil predvsem, vsaj sama tako ocenjujem, zato da, torej ne zato, ker veš, imaš znanje, recimo, kako izgleda ena zgradba lista, veš, kako potekajo te žile, po katerih se pretaka voda. Potem pa ta vzorec, ki ga je že naredila narava, ti ga pa preko mikroskopa uvidiš, skleklaš. In največja vrednost vsakega projekta je, kadar znaš nekaj, kar je mogoče očem skrito, pa je stalno prisotno v našem življenju, pokazati na neki inovativen način. In tu se je prav to najbolj izrazilo. To vam je zelo lepo uspelo. Ob vsem tem pa ste tudi zelo kulturna šola, radi pojete, imate kar 3 pevske zbore. To je dejstvo. Torej imamo 3 pevske zbore in imamo vrhunsko zborovodkinjo, gospoda Damjana Vončina. Ne samo, da radi pojemo, ustvarja se tudi drugače. Kadar je možnost, da otroci izbirajo tudi izbirni predmet ansambelska igra, se ustvarja potem tudi z inštrumenti. Letos smo že nabavili iz sredstev, ki smo jih zbrali ob gledališko-glasbeni predstavi Kje je Tina, smo kupili 2 kahona in 5 ukulel, tako da drugo leto ne bomo samo peli, bomo tudi igrali. Omenili ste to predstavo Kje je Tina. 4 ponovitve ste imeli v 3 dneh in videlo jo je kar 700 gledalcev. To so fascinantne številke. Povejte nam kaj več o tem projektu. Sama menim enako. Torej, korona za nas ni bil čas, ko bi rekli, da se ni dalo delati ali nas je pri delu to omejevalo. Kot sem v uvodnih besedah, ko smo imeli premiero, povedala, smo upali, da bo korona dala mir oziroma da bo prenehala s svojim močnim repom pometati. Na drugi strani smo si pa tudi upali. Torej, kolegici gospa Vončina in gospa Peternelj sta vsaka svojo skupino po mehurčkih pripravljali glasbeno-gledališki dogodek, ki se je potem v mesecu aprilu, ko so se stvari že več ali manj normalizirale, začel sestavljati v eno skupno sliko in potem je bila 19. aprila premiera v polni naši športni dvorani z ravnatelji spodnje idrijske in cerkljanske šole, pa sem se uspela dogovoriti, da pripeljajo svoje otroke, ker to je le velik organizacijski projekt, naročilo avtobusov in sam prevoz. In smo to predstavo ponudili vsem otrokom in tako napolnili še 3-krat dvorano. Ocenjujem, da za šolo, kot smo mi, imeti 4 ponovitve
je pravzaprav to že profesionalni dosežek. 43 otrok je bilo na odru, pianistka, zborovodkinja, recitatorji. Zelo, zelo lepo, ne? Ja, torej zelo široka zasedba. Posebej bi tu omenila oba glavna pevca, petošolca, Lijo in Zalo, ki sta suvereno odpela svoje komade in pravzaprav obvladala ta velik oder, ki smo ga postavili sredi telovadnice. Tu bi rada omenila še izjemno pomoč ljudi, ki se odzovejo, kadar rabiš neko pomoč. Sigurno gospoda Žgavca, domačega zidarja, ki nam je pripeljal material za oder, ga postavil. Torej gre za velik oder višine metra, na katerem se potem odvija ves ta dogodek. Rada bi se tukaj zahvalila tudi gospe Čuk. Včasih je pri nas bila čistilka, ki je pomagala pri šivanju zaves. Za sceno smo letos kupili novo blago in potem po merah zašili nove zavese. Gozdarstvo Rupnik nam je izdelalo gugalnico in 3 klopce, točno take, kot jih je scena, torej kot jih je gospa Petkovšek, ki je sceno načrtovala, si tudi želela. In bi se na tem mestu res rada zahvalila, hkrati pa rekla, da kadar iščemo ljudi, ki bi nam lahko s svojimi znanji oziroma materialom, ki ga imajo na voljo, pomagali, da se ti ljudje vedno odzovejo. Torej, oder je bil res fascinanten, ko so prihajali v telovadnico otroci iz idrijske šole, pripeljali so jih s 5 avtobusi, imeli smo popolnoma polno dvorano. In tam ob vhodu sem jih pozdravljala in potem nekdo od otrok reče: kakšen oder! In takrat vidiš, da je dvorana in oder impozanten, če to reče nekdo, ki pravzaprav ne pozna tega prostora in vanj vstopa prvič. Z dobro idejo, z dobro zamislijo vam je uspelo združiti pravzaprav cel kraj, mojstre, starše, otroke, učitelje v to lepo zgodbo, ne? Tako, kot sem že omenila, namen in razmišljanje, kadar se lotimo takih projektov, je prav ta povezovalnost. In povezati vse, kar veš, da nekdo ima, torej neka znanja, ali pa nuditi priložnost in nekomu pokazati, da to zna in ima, pa se pravzaprav tega ne zaveda. In prav to je šola. Šola je, da nudiš priložnost. Morda bo izmed teh 43 otrok nekoč nekdo pevec in bo imel tukaj pogovor z nekom drugim in bo rekel, kje pa se je začela vaša kariera, pa bo ta otrok rekel, nekoč smo peli na eni krasni predstavi. In to so priložnosti. In učitelji smo tisti, ki moramo te priložnosti dati in v otrokih in v ostalih iskati vse, kar ima človek, ker vsak človek ima marsikaj v sebi. Da ta vaša misel pravzaprav drži, lahko potrdimo tudi s primeri iz področja športa. V vaši osnovni šoli se je kalilo od začetka kar veliko kasnejših uglednih športnikov in uspešnih tudi v evropskem merilu, ne? Ja, vse najbrž vsak kraj ima nekoga, ki je uspel tudi na športnem področju. Zdaj, če govorim z stališča naše izobraževalne ustanove, bi tu seveda omenila našega učitelja Draga Kavčiča, ki je tudi letošnji nagrajenec za življenjsko delo, predvsem tudi na trenerskem področju. V pogovoru prav tu je izjavil, mi smo športna šola. V resnici je naša športna dvorana zasedena od zjutraj do zvečer, dopoldne za ves pouk, ki ga izvedemo, in popoldne za vsa društva, ki izvajajo treninge. Torej, otroci naše šole lahko trenirajo karate, nogomet, košarko, ples in gorsko kolesarjenje. Poleg potem še seveda torej rednega programa, izbirnih predmetov.
Tako da možnosti za športno udejstvovanje je precejšnje. Zadnjega v nizu teh programov ste uvedli ples, imate celo več skupin. Kakšen je odziv? Ja, plesna šola je pri nas delovala že nekaj let, torej Plesni klub Idrija. Letos se je k tej plesni dejavnosti pridružila še plesna šola Elena iz Ajdovščine. In ravno v ponedeljek je potekalo področno šolsko tekmovanje v Dobravljah. In naša dekleta so osvojila 3. mesto v ekipni zasedbi med 17 šolami, upam, da sem si pravilno zapolnila podatek. In Emily Rupnik je v posamični kategoriji zasedla enako 3. mesto in to med 70 tekmovalkami. Torej, to so taki najbolj sveži rezultati iz tega tedna. Najbrž je veselje na obeh stranih, ne? Ples je ena taka fina stvar. Glasba, zabava, gib, koordinacija, urjenje spomina, da si utrdiš vso sliko, ki jo je treba odplesati. To se splača gojiti. Že prej ste omenili Draga Kavčiča, on je legenda med športnimi trenerji, vaš učitelj, profesor. Ob njem pa je tudi še kar nekaj izstopajočih pedagogov, ki so na svojem strokovnem področju nekaj posebnega v širšem okolju. Omeniti velja Liljano Homovec, pesnico, ki sicer odhaja med upokojence, pa vendarle ostaja v kraju. Damjano Vončina, zborovodkinjo, ki jo poznajo po Evropi, ne samo v Sloveniji. Barbaro Petkovšek, likovno pedagoginjo. Ti učitelji, profesori dajejo nek poseben tempo, ritem v vaši šoli? Sigurno. Torej, zdaj ste našteli 4, ne smemo pozabiti in pravzaprav moramo omeniti vse ostale. Vsak učitelj je tisti, ki prihaja v šolski prostor najprej s svojim profesionalnim znanjem oziroma s področjem, na katerim se je akademsko uril. Zelo pomembno pa je, da ima učitelj tudi neka znanja, ki si jih je uril v svojem privatnem življenju iz svojih nagibov. Kot ravnatelj šole je fino, če poznaš, kaj tvoji ljudje znajo, in ta znanja povežeš potem v tudi profesionalen, ta poklicni okvir. In v resnici imam kolege in kolegice z mnogimi interesi, zanimanji in znanji. In to daje kvaliteto šolskemu prostoru. Ta šolski prostor mora biti primerno urejen, opremljen. Poslopje mislim, da je staro 50 let. Ja, lanskega novembra je minilo 50 let, odkar so se šolarji iz tiste stare vojaške kasarne, ki je danes ni več, prav peš preselili v to novo stavbo, ki je bila takrat bistveno manjša, kot je danes. Šola je bila v osnovi zidana za 6-letni program, zato je pravzaprav bila že v osnovi premajhna za 8-letko. Potem so ji prizidali najprej telovadnico, nato še 4 učilnice z 2 kabineti. Zadnje se je povečala kuhinja, ko je bil dozidan vrtec, tako da je to šolsko poslopje se v vseh teh letih precej razširilo. Nudi nam dosti dobre pogoje za delo. Predhodniki so za stavbo skrbeli. Lansko jesen je bila dokončno urejeno še ogrevanje. Imamo ogrevanje na sekance, zelo dobro deluje in smo v resnici imeli toplo šolo. Ja, je pa stavba seveda s 50 leti kaže tudi že svoje znake bolehanja. Radon ste pregnali? Radon, zadnja uradno merjenje in poročilo, ki sem ga imela v rokah, kaže, da
so vse vrednosti v mejah normale. V tem letu, odkar sem ravnateljica, uradnega merjenja ni bilo. Bi pa glede na izkušnje z merjenjem oziroma prisotnostjo radona, ki ga sicer ne moreš občutiti, videti in kakorkoli zaznati, vendar v teh koronskih časih smo izjemno zračili in delali pri odprtih oknih, tako da mislim, da nam v večji meri ni delal težave. Je pa seveda prisoten, tako kot je prisoten v vseh kraških pokrajinah, kjer prihaja skozi samo kraško površje na dan. Šola je pritlična, nima kleti, torej je v stiku z tlemi. Tako da to je danost oziroma slabost. S tem morate živeti na nek način. Rešujemo pa tudi z zračanjem. To velja predvsem za telovadnico in za del šole tudi zračimo z posebej izdelanimi zračniki. Posebnost vaše šole je dejstvo, da je večina oziroma skoraj vsi otroci so vozači. Zjutraj naredijo, sešteli smo, okrog 60 km vsi kombiji vsak dan. Vsak dan, torej šolski prevozi, govorimo o šolskih prevozih, to, kar je organizirano. Plačnik šolskih prevozov je občina Idrija, to je precejšnje breme za občinski proračun, ker smo le v goratih predelih, ne samo naša šola, tudi ostale. 60 km, ja, zjutraj 60 km nazaj, 2/3 naših otrok prihaja. Ta podatek pove predvsem to, da naši otroci živijo zelo razseljeno in da je pravzaprav naš šolski prostor tisti, v katerem se srečajo, imajo možnost druženja in se pravzaprav potem popoldne ne videvajo. Organizirano pa imate tudi veliko obšolskih dejavnosti, krožkov v času do otroških odhodov. Tako. Zdaj, ena taka posebnost šole je, da lahko otrok v svojih šolskih copatih opravi pravzaprav tudi vse obšolske dejavnosti. V naši šoli deluje oddelek glasbene šole Idrija, že prej omenjeni oddelek čipkarske šole, torej oddelek Črni vrh. Omenila sem vsa društva športna, ki uporabljajo našo delavnico, našo telovadnico. Torej, otroci lahko v šolskih copatih in po pouku pravzaprav opravijo še ta interesni del. Je pa res, da seveda starši potem prispevajo tudi svoje, da otroke razvozijo, kadar je želja in potreba po zadovoljevanju tega interesa še posebna. Tukaj bi izpostavila tudi sodelovanje z župniščem, tudi verouk, predvsem za prvo triado, za te majhne otroke. Urnik uredimo skupaj, zato da tudi verouk poteka čim prej po pouku. Tudi po otroke prideta obe katehetini, predvsem za prvi razred, ker otroci, ko grejo v župnišče, prečkajo magistralno cesto. Vemo, da v Črnem vrhu prehoda čez cesto še vedno ni. Tako da v resnici v šoli želimo poskrbeti za vse to delovanje v korist otroka. V pogledu prihodnost pa ste upirili tudi na urejanje okolice šole, neke učne kotičke bi radi vzpostavili. Zakaj pravzaprav gre? Šolo vidim, glede na lego, kot jo ima, pravzaprav ima nek tak povezovalno lego vse tja do smučišča, pa do Vita doma. V naši bližini je tudi konjeniški center. In šolski prostor učenja ni samo stavba in učilnice. Šolski prostor učenja je pravzaprav ves prostor. In težko si je vsak dan privoščiti in iskati neka zunanja okolja, za katere je potreben nek prevoz. Lahko pa tako okolje v manjši meri ustvariš okoli šole in s tem ustvariš nek živ laboratorij.
plus seveda tudi neko igrišče, ki bi služilo ne samo šoli, ampak kraju v celoti. Se tu gresta tudi obe peš poti, za katere predvidevam, da se tudi v času vikenda, ko obiskujejo ljudje svoje sorodnike v Vitadomu, marsikaj dogaja in bi bila fajn ureditev te okolice v neko celoto. To so načrti, ki jih je potrebno predelati tudi z ožjo lokalno skupnostjo in povabiti ljudi dobre volje. Povejva še nekaj vaših osebnih podatkov. Vaše ravnateljevanje sloni pravzaprav na 36-letnem delu učiteljice na tej šoli. Te izkušnje so še danes najbrž pomembne, ko razmišljate, kako voditi tak zavod. S tem bi se popolnoma strinjala. Učiteljica sem še vedno. Taka šola, kot je naša, ravnatelj poleg ravnateljevega dela ima tudi 4 ure učne obveznosti, tako da letos učim državljansko vzgojo in sem učiteljica v podaljšanem bivanju. Res je, vse, kar sem počela kot učiteljica, je pravzaprav osnova za delo, ki ga opravljam danes. Ta živ stik z otroki je najbrž pomemben. Zelo. V resnici je to način, da imaš uvid v delo otroka, uvid imaš v delo svojih kolegov, predvsem pa ravnateljevanje ni delo v pisarni. Kar sicer je, ker je ogromno organizacijskih stvari in papirnatega dela, vendar v osnovi, če želiš videti, kje so tudi potrebe tega šolskega prostora, je potreben ta stik. Povejva še to, da ste ena redkih učiteljic, ki so napisale učbenike. 10 let so otroci v vsej državi se učili zgodovino v 7. razredu po vašem učbeniku in delovnem zvezku za zgodovino. To pa je bil projekt, ne? To je bil vsekakor zelo velik projekt. Torej, sem samostojno napisala učbenik, zraven potem tudi delovni zvezek in še priročnik za učitelje. Torej, šlo je za en tak kompleten komplet. Res je, 10 let je bil v rabi, glede na prodane izvode, vem, da se je po teh učbenikih učilo več kot polovica slovenskih otrok, ker učbenike lahko učitelj zbira. Predvsem je pa lepo, da še danes, ko srečaš kakšnega kolega, ti omeni to gradivo. In pravzaprav tudi ugotoviš, da so te mnogi poznali, pa jih ti nisi poznal, ker so te poznali preko dela, ki si ga naredil. Založba Modrijan je takrat izdala in so bili učbeniki učbenik je bil v veljavi do potem spremembe učnega načrta, ki je terjal novo učbeniško gradivo. Zadnjih 10 let pa intenzivno sodelujete z Zavodom za šolstvo. S kakšnim namenom? Z namenom vedno iskanja nekih novih poti. Našla sem zelo dobrega sogovornika in predvsem učiteljico na Zavodu za šolstvo, gospod dr. Natalija Komljanec, ki je že še prej začela z razvojem tako imenovanega formativnega spremljanja učenčevega napredka. Novosti v učenju, učenja in pripravljanja priložnosti za učenje tako strani učitelja kot samega učenca. Najprej sem bila sama učenka, potem sem se urila in nato sem bila povabljena k predstavitvi tega načina pouka, takrat za druge ravnatelje. Danes mi seveda vse to pride prav pri mojem delu. Se obeta kakšna nova knjiga z tega področja? Je bila želja.
sem tudi vse gradivo hranim, vendar trenutno ni časa. Če bi si že želela tega ustvarjanja, kar pravzaprav tudi na nek način rada naredim, rada kdaj kaj napišem, bi mogoče bilo v prvi vrsti bolje iz vsega tega zbranega gradiva na področju raziskovalnega dela z učenci narediti en zbirnik vseh teh informacij o življenju na planoti. Mogoče bi si to zaslužilo bolj prvo mesto za začetek mojega dela. Kar se pa tiče formativnosti, pa trenutno za to res ni časa. Torej, trenutno je to bolj praksa. Vidim, da vam zamisli za zanimive projekte nikakor ne zmanjka. Res je, vendar življenje ponuja tudi tisto drugo. Imam tudi še druge osebne projekte, naš vnuk bo rasel, tako da so tudi tam še projekti, oziroma se to ni projekt, ampak možnosti, da lahko vse tisto, kar si v življenju nabral, izkušenj, znanj, preneseš še na en rod. Karmen Cimanović-Merović, ravnateljica Osnovne šole Črni Vrh, hvala za ta obisk v našem studiu, hvala za ta zanimiv pogovor in za to delitev vaših stališč, mnenj, načrtov z nami in z našimi gledalci. Vam predvsem hvala za povabilo in predvsem bi se zahvalila za to možnost, da lahko predstavimo, kako zelo bogat je šolski prostor in kako z velikim bogastvom v ta šolski prostor vstopamo vsi, ki v njem delamo, in vsi tisti, ki so potem v ta prostor povabljeni in pridejo tudi sami od sebe. In to je tisto bogastvo, ki ga je potrebno graditi. Torej, bogastvo je v nas ljudeh. Vsekakor. Hvala lepa. Še enkrat vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in srečno.